Svetnikom na ti. Svetnikom na ti. Razmišljanje Gregorja Čušina. Ljubi moj sveti Janez Frančišek Regis. Da svetnika, s katerim bi rad od vljudnostnega vikanja prešel na tikanje, bolje spoznam, se seveda lotim branja življenjepisa. In včasih se tega postopim brez očal, kar seveda ni najbolj pametno, zna pa biti zabavno. Tako sem prebral, da sta te oče in mati vzgajala v strogem krščanskem duhu in te s 14 leti poslala v jezuitski kolegi. Ker pa kolegi ni imel interneta, si stanoval pri neki družini skupaj še s 6 dijaki. Tako sem bral, brez očal. In šele po nekaj nadaljnjih stavkih mi je kapnilo, da bi bil internet za 17. stoletje res nenavadna reč. In sem šel brat še enkrat, tokrat z očali, in prebral, da kolegi ni imel internata, kar je seveda bolj logično. Lahko se, ljubi moj sveti Janez Frančišek, smejiš z menoj, a stvari so veliko bolj resne, kot se ti zdi. Tako se namreč ustvarjajo lažne novice, fake news, ki jih danes prav na internetu kar mrgoli. Vzameš hoteno ali nehoteno tiskarsko ali slovnično napako, jo iztrgaš iz konteksta in že imaš naslov, ki se prodaja. Kajti, če v tvojem primeru, spet hote ali nehote, prezrem podatek, da gre za šolo iz 17. stoletja, se lahko razpišem o katoliškem šolstvu, kamor jezuitski kolegi brez dvoma spada, ki svojim dijakom krati pravice in svoboščine, ki jih potiska v mračni srednji vek. In članek zaključim s pozivom, da je kleru treba odvzeti možnost, da zastruplja našo mladino in da je pravico do interneta treba zapisati v ustavo. Nato pa članek le še razširim po spletu viralno, globalno in pljuvalno. V tem duhu sem z očali na nosu bral dalje in naletel na še en stavek, ki ga lahko spervertiram. Prebral sem, da si bil, ljubi moj Janez Frančišek, nedosegljiv katehet. Kar seveda lahko razumem kot vrlino, kot pohvalo tvojim teološkim in pedagoškim sposobnostim. Lahko pa te razglasim za lenuha in naduteža, kajti iz lastnih izkušenj sam dobro vem, kdaj sem nedosegljiv. Kdaj izklopim telefon ali obesim na vrata napis "ne moti, me ni" ali "uradne ure so od do". In je na ta način nedosegljivih veliko pedagogov in teologov, tistih, ki so le eno od naštetega in tistih, ki so oboje. Nedosegljivi znajo biti predpostavljeni, vodilni in odgovorni in jim ta nedosegljivost nikakor ni v čast in pohvalo. Ti, ljubi moj sveti Janez Frančišek Regis, si bil nedosegljiv v znanju in pobožnosti, a hkrati vedno na dosegu roke, na razpolago, predvsem mladim, ki so zašli. Obilo žegna za tvoj god, pa nam ga vrni in izli na nas. Gregor.